To je bil najtemnejši dan v zgodovini Izraela. Teroristični pohod Hamasa in množične ugrabitve 7. oktobra. Ta teden je bila objavljena 2-letna neodvisna preiskava. Osredotočila se je na spolne in na spolu temelječe zločine, storjene med pokolom in nad talci, ki so bili v terorističnem ujetništvu Hamasa. Poročilo civilne komisije o zločinih Hamasa nad ženskami in otroki navaja, da naslednja faza ni več le dokumentiranje, da so se zločini zgodili, ampak tudi delo na tem, kako jih je mogoče kazensko preganjati. Za več informacij pozdravljamo predsednico komisije, prejemnico izraelske nagrade in strokovnjakinjo za mednarodno pravo, doktorico Počav Elkajam Levi, ki se nam zdaj pridružuje iz Modina. Doktorica, najlepša hvala za vaš čas. Obseg izprijenosti in brutalnosti Hamasa 7. oktobra je tako težko dojeti. Velik del tega so seveda posneli kar teroristi sami. Vaša preiskava podrobno opisuje grozote, ki so se odvijale tako med pokolom, kot tudi med teroristično ujetništvom. Za začetek nam prosim opišite zbiranje dokazov, pričevanja in način, kako je bila celotna preiskava izvedena. Najprej dober večer in vesela sem, da sem se vam nocoj lahko pridružila. Želim nekaj pojasniti. Poročilo temelji na arhivu, zgodovinskem arhivu vojnih zločinov, ki smo ga vzpostavili po najstrožjih mednarodnih standardih. Posneti pričevanja, gradiva, videoposnetki, slike, ki smo jih analizirali enega za drugim. In poročilo odraža ta arhiv. Vsaka posamezna postavka v poročilu je podprta z gradivom v arhivu. Zato je pomembno to poudariti. In poročilo nam nekako omogoča, da stopimo korak nazaj in vidimo grozo v celoti. V smislu, da ko prebereš, gre za poročilo s 300 stranmi, več kot polovica je dejstev. To pomeni, da na približno 160 straneh bereš vedno bolj podrobna gradiva pričevanj, ki smo jih prejeli, opise videoposnetkov, opise slik. In na neki točki smo ugotovili, da smo sami preplavljeni s količino dokazov, ki smo jih zbrali, in da jih moramo pogledati, stopiti korak nazaj in narediti tematsko analizo. In našli smo 13 različnih vzorcev spolne zlorabe, kar nas je pripeljalo do zaključka, da je šlo za strategijo. Spolno nasilje 7. oktobra je bila premišljena strategija in žal je bila izvedena z izjemno krutostjo. Zlo, ki ga je tako težko razumeti in tako težko verjeti, da obstajajo ljudje, ki še vedno dvomijo o tem, kaj se je zgodilo, ko govorite o vseh teh dokazih. In kljub dejstvu seveda, da je Hamas posnel grozodejstva, govorite o tem, da ste preplavljeni. Za preživele je moralo biti še toliko bolj travmatično ponovno podoživljati svojo grozo, ko so znova delili podrobnosti. In to govori o tem, kako pogumni so ti preživeli in kako pomembna so tudi ta pričevanja. In to je še huje od grozljivega, ko govorimo o teh 13 ponavljajočih se vzorcih nasilja na podlagi spola na teh krajih. Povejte nam več o sistematičnih, razširjenih in sestavnih napadih, o katerih govorite. Kaj točno to pomeni? To pomeni, da smo lahko opazili vzorce, prakse, ki so se znova in znova ponavljale na različnih krajih. Na primer, ko preberete pričevanja v tem poročilu, slišite o podobnih stvareh, ki so se zgodile na različnih, zelo različnih krajih, in so se nadaljevale tudi v ujetništvu. In mislim, da je za nas zdaj ena najpomembnejših stvari to, da menimo. Poročilo predstavlja tako trdno dokazno podlago. Kot ste rekli v uvodu, je to nekakšen prelomni trenutek. To nas premakne od vprašanja, ali se je to zgodilo, k vprašanju, kakšne so posledice. In resnično verjamem, da to ustvarja novo realnost za žrtve, za preživele, za nekdanje talce, katerih izpovedi še naprej postavljajo pod vprašaj. In zdaj je to orodje. To je orodje, s katerim lahko nadaljujejo ta boj. In mislim, da bodo tisti, ki bodo to zanikali, izpadli kot spletni trol ali pa smešni.
ker je to strokovno gledano to. To je to. Pripeljali smo najboljše tožilce na svetu, da nam pomagajo preučiti dokaze. Pripeljali smo najboljšega strokovnjaka, da potrdi poročila. Tako da mislim, da smo naredili vse, da ustvarimo novo resničnost. Toliko dokazov, tako obsežnih dokazov. In poročilo ugotavlja, da ta dejanja predstavljajo vojne zločine, zločine proti človeštvu, genocidna dejanja, mučenje ter s terorizmom povezano spolno in na spolu temelječe nasilje po mednarodnem pravu. In vprašanje ostaja, kaj pa pregon? Kakšni pravni koraki bi bili tukaj realno mogoči? Odlično vprašanje. Preden pojasnim pregon, bi rada nekaj povedala, saj se v poročilu podrobno ukvarjamo s pregonom in morebitnim pregonom. O tem bi rada nekaj povedala. Noben posamezen pregon ne bi mogel odražati razsežnosti teh zločinov, tako kot to počne to poročilo. In menimo, da je pomembno, da to poročilo obravnavamo kot pomemben zgodovinski zapis, kot del zgodovine, ki dokumentira glasove tistih, ki so bili tam. Prav tako so pričevanja shranjena v tem arhivu in jih zdaj ne moremo le priznati kot taka, ampak jih je mogoče uporabiti tudi v sodnih postopkih. Kaj je pregon? Kako bo to videti? Vemo, da se bo pregon zgodil tukaj, vendar bo potekal tudi v različnih državah v okviru domače in mednarodne jurisdikcije. Pregon bo potekal v različnih oblikah po vsem svetu. In verjamemo, da bo poročilo imelo, kot pravim, svoje lastno življenje. Predloženo bo na sodišču kot dokaz in z našim prejšnjim poročilom so se zgodile podobne stvari. Ljudje so naše poročilo predložili sodišču, ne da bi sploh, veste, postalo je orodje samo po sebi, ki so ga ljudje lahko uporabljali. Ja, to je to glede tega. Nekatera pričevanja govorijo o ujetništvu v rokah teroristov, ki je trajalo mesece in mesece, kot vemo. Kaj je vam najbolj ostalo v spominu? Kakšno pričevanje ali zgodbo lahko delite zdaj, čeprav je težko? Wow. Mislim, da nas je najbolj pretresla resničnost dolgotrajne spolne zlorabe tistih, ki so bili v ujetništvu. In mislim, da ni dovolj besed ali pravnih opredelitev, ki bi lahko opisale resničnost nenehnega pekla. Da ljudje vsakodnevno doživljajo spolno nasilje, grožnjo posilstva, občutek, da tvoje telo ne pripada tebi. In ena od stvari, ki jih navajamo v poročilu, je pravzaprav pričevanje nekdanje talke, ki je rekla, niti pod tuš nisem mogla iti. Veš, pričakoval bi, da bi po posilstvu lahko šel pod tuš, pa niti pod tuš nisem mogla iti. Mislim, da to nekako. Poročilo predstavlja le delček tega, kar je povedala, ampak to je ostalo z nami. In tudi del, ki je ostal z nami. Poročilo smo začeli z izjavo Ricarde Luk, matere Shani Luk. In trenutki, ko je družina 7. oktobra videla, kako so njeno telo vlekli in odpeljali v Gazo. Medtem ko množica pljuva po njenem telesu in jo obkrožajo oboroženi moški, njeno telo pa je iznakaženo, skoraj ni oblečena. In mislim, da so bili to uničujoči trenutki za družino, ko so morali piti. Priče temu trpljenju. Ja, mislim, da to ostane z nami bolj kot karkoli drugega. Slišim, kako boleče je zate, da sploh govoriš o tem. In tako strašljivo je vedeti, da se je takšna stopnja zla odvila na ta način in kako pomembno je, da pride na dan, ter da svet izve, kaj se je v resnici zgodilo. Povejte nam, kakšen je vaš občutek glede tega? Dejstvo, da mora ves svet vedeti in razumeti podrobnosti, pa naj bodo še tako grozljive, nazorne in zle, kako pomembno je to prav zdaj? Mislim, da je to ključno.
Najprej želim priznati delo ekipe komisije, ki je prevzela nalogo, da si ogleda gradivo. Prevzeli smo nalogo, da jih znova in znova pregledujemo, da jih pregledujemo s forenzičnimi strokovnjaki in da pregledamo toliko gradiva, da najdemo tiste dokaze, tiste znake spolnega nasilja, stanje teles. Želim povedati, da je bil to stalen trud, ki je bil vsak dan težak. Izpostavljenost nasilnemu gradivu, travma, ki jo to prinaša. Torej, zdaj na vaše vprašanje želim povedati, da moramo videti, da se strokovnjaki za terorizem, strokovnjaki za nacionalno varnost ukvarjajo s temi ugotovitvami. Ne more biti tako, da bo civilna družba, mi iz akademskih krogov, to prebrala. To mora biti poročilo, ki ga preberejo, preučijo in analizirajo strokovnjaki za terorizem. Ker smo nekako razumeli, oziroma sem jaz nekako razumela šele v zadnjih nekaj dneh, da se ne moremo niti začeti boriti proti nečemu, česar ne poznamo. Torej, če bo to ostalo omejeno na zagovornike človekovih pravic ali civilno družbo, bo to pogubno za vse nas. To mora postati delo strokovnjakov za terorizem. Strokovnjaki za nacionalno varnost, ki to berejo, ki to razumejo in da je šlo tukaj za najhujšo obliko spolnega terorja. To je tako pomembno sporočilo, ki ga trenutno delite. In to govori o izzivu, da bi javnost razumela te podrobnosti v času, in to je tako težko sploh omeniti, ko govorimo o krutosti in izprijenosti, ki sta se zgodili 7. oktobra in od takrat naprej. Ampak, kot morda veste, ko kolumnist New York Timesa Nicholas Kristof objavi nesmiselni članek, v katerem namiguje, da Izrael, to je res absurdno izreči na glas, trenira pse, da bi posiljevali palestinske zapornike. Kolikor je to smešno, ko se takšen naslov širi tik pred objavo vaše 2-letne preiskave. To preprosto pomeni, da poročilo komisije ne dobi takšne pozornosti v novicah, kot bi jo sicer. Kako se temu zoperstavite? Kako se s tem spopadate? Naravnost smešno in noro, kot je bilo tisto poročilo iz New York Timesa. Tako je bilo včeraj, ko smo objavili poročilo, za nas pomembno, da se osredotočimo na žrtve, na ugotovitve poročila in da ostanemo zvesti svojemu poslanstvu. Delali smo več kot 2 leti. Več kot 2 leti na vsaki podrobnosti v tem poročilu, na vsaki besedi, vsakem dokazu. Zato smo se želeli osredotočiti na to in zagotoviti, da svet to ve. In lahko rečem, da je poročilo prejelo izjemno veliko pozornosti po vsem svetu. In želim se osredotočiti na to in na njih. Tako prav imaš. Brez dvoma, doktorica Kohau Elkayam Levi, zelo cenimo, da ste govorili z nami. In hvala vam, slišim bolečino v vašem glasu in moč, da govorite z nami. Zelo to cenimo. In še enkrat, pogum preživelih, ki so vam v zadnjih 2 letih podali svoja pričevanja. Cenimo vaš čas. Najlepša hvala, da ste bili z nami v oddaji. Spremljamo odzive na te zelo pomembne dokaze in vaše poročilo. Hvala, da ste bili z nami in hvala vaši ekipi.